Ukrep, ki ga bomo za prihodnje, za rešitev tega problema pripravili, je v prvi vrsti ustanovitev skupine, v kateri bojo predstavniki Ministrstva za promet, Ministrstva za gospodarstvo, Ministrstva za finance. Ta skupina, od te skupine želimo odgovore na nekaj vprašanj. Torej, program, ki ga je sprejel Državni zbor, imamo. Osnovni, dodatni in pa razvojne vsi. Želimo od skupine, da nam pripravijo predlog, kakšno ne bo pravzaprav cestninjenje v prihodnje, glede na naloge, ki nas čakajo, da bo sistem vzdržen, da se bojo pokrivali dolgovi za nazaj, da se struktura virov zastavi tako, da bo sploh možno graditi še naprej avtoceste v Republiki Sloveniji. In bistveno, kar se nam zdi na tej točki, je, da dobimo čim prej odgovore za prihodnost tega vprašanja. Mi smo namreč prevzeli odgovornost in seveda, če se ne vračam za nazaj, to je pač stanje, ki smo ga prijeli in želimo nastaviti sistem, ki bo za naprej vzdržen, ki bo omogočal nadaljno gradnjo avtocest. Kar se pa tiče Evropske unije, ne samo, da pošiljam signal Evropske unije, obljubljam, da bojo spremembe sistema take, da bo bolj pravičen in dolgoročno vzdržen. Kakšne pa bojo te spremembe? Pa bi želel dobiti odgovore od te skupine, ki jo bomo ustanovili. Zakaj predstavniki Ministrstva za promet? Zagotovo zato, ker so ki najboljše poznajo, katera infrastruktura nas v prihodnje še čaka. Zakaj Ministrstvo za finance? Ministrstvo za finance pravzaprav bo moralo dati mogoče tudi nekatere inovativne odgovore pri virih sredstev. In Ministrstvo za gospodarstvo je pa seveda tisto, ki lahko pomaga zlasti v zvezi z našimi cestnimi tovornimi prevozniki. Namreč tudi pri cestninjenju tovornih prevoznikov smo v letošnjem letu že podražali, ampak tam bomo morali doseči določene dogovore in tudi razmišljati o dodatnem, bomo rekel, kot nekem dodatnem viru. Tako da, seveda v dogovoru z našimi cestnimi prevozniki. Tako da bo treba iskati vire na različne, tudi inovativne načine, ne zgolj, seveda, tako kot je bilo do zdaj. Hvala lepa, gospod minister. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, beseda je vaša, izvolite, kakšno vprašanje. Ja, Urh Maček, veste. Zanima me, kdaj bo ta skupina ustanovljena, kdaj pričakujete prvi rezultat te skupine? Skupina bo ustanovljena v najkrajšem možnem času. Jaz bom predlagal to verjetno ne na jutrišnjem, ampak na naslednji seji vlade. In rok, ki ga bomo postavili za ukrepe, pa ta trenutek še nimam ga v glavi, ampak mora biti relativno hitro. Hvala lepa, Denis Ošter. Mene zanima, ali to pomeni, da letna vinjeta 55 evrov, cena se ne bo več spremenila. Cena bo lahko državljanom zagotovite, da bo cena 55 evrov, če kupijo vinjeto danes ali pa če kupijo 3. januarja. Lahko, ali pa tudi 3. julija. Torej, cena letne vinjete bo ostala enaka. A veste, ko smo razmišljali o cenah, imamo pri vinjetah dve kategorije. Ena je količina, ena je cena. Samo dviganje cene je nujno v povezavi z količino. To pomeni, če gremo recimo na zelo veliko ceno, bomo podali manj vinjet. Tako da, bom rekel, zagotovo ni enostaven odgovor, kaj je tista prava cena, ker je zelo veliko kriterijev, ki vplivajo na to, kaj je prava cena. Lahko pa zagotovim, da bo ostala 55 evrov letna vinjeta.